Lep pozdrav v oddaji V svetu odraslih na BKTV. Danes bomo spoznali mladega, nekdaj Mariborčana, ki se je po številnih preizkušnjah, razočaranih in iskanjih samega sebe odločil za velik korak, preselitev v sosednjo Avstrijo in študij psihologije v Gradcu. Toda do tam je bila dolga in zanimiva, predvsem pa navdihujoča pot mladega Sebastjana, ki ga ob tej priliki prav lepo pozdravljam v našem studiu. Zdravo. Sebastjan, ste diplomirani psiholog, ki v Gradcu nadaljujete magistrski študij, ampak predvsem ste tudi človek s trdim delom in vero, ki ste dokazali, da se vsekakor splača vztrajati. Ampak, Sebastjan, bliža se novo leto in vi ste prav na novega leta dan dobili, pravite, odgovor od Boga, da greste študirati psihologijo v Avstrijo. Kako se spominjate tega dogodka? Kaj se je v resnici pravzaprav zgodilo? To je bilo tik pred letom 2018, tik pred novim letom. Takrat zakaj v bistvu sem sploh šel v Avstrijo študirati, ne? Jaz sem bil v srednji šoli, sem bil bolj slab dijak, moram povedati, ne? V bistvu sem zabušaval. No, in po srednji šoli sem šel najprej v Ljubljano študirati in tistega študija zaradi osebnih razlogov nisem mogel nadaljevati. Takrat sem se mogel na nekaj drugega pripisati, kar mi ni tako ustrezalo. Sem bil tudi takrat še malo mlajši, ne, pa bolj izgubljen človek, ne, bi lahko rekel. In sem pol tisto tudi nekako nisem speljal do konca, ne. In potem sem se spraševal, ne, kaj bom naredil, ne. Zdaj v bistvu iz srednje šole, moji sošolci so že imeli skoraj diplome, ne, jaz pa sem še malo zabušaval, ne. Nisem vedel, kam se umestiti. In dosti sem prosil, kaj bi naredil svojega življenja, ne. Mislim, Bog, pokaži mi pot, ne. Pripravljen sem po tej poti stopiti, hoditi, ampak kam naj grem v bistvu, ne. To je tisto vprašanje, ne. No, na 1.1.2018 sem dobil nekako ta odgovor, ne. Kako, kje? To smo bili v Ljubljani pri prijateljih. Smo imeli novoletno zabavo, smo tam proslavili, ne. In pol pač, tisto smo se zabavali, karkoli. Jaz sem vedno imel v mislih to, ne, kaj bo nadalje, ne. In ja, pol zjutraj sem se zbudil tam pa pri teh dveh prijateljih in sem dobil idejo. Se pravi, ta odgovor ste prepoznali preko misli, navdiha, ki vam je prišla v glavo? Preko misli, ja, kar tako, ker mislim, malo mogoče zveni nenavadno, ampak jaz sam se tega ne bi spomnil, prav tako pa je nenavadno, saj nisem niti znal nemško, ne, zaradi tega. Tako da jaz v bistvu tja, ne, idi v Avstrijo, ne, idi tja študirati, ker tja se lahko vpišeš, ne, v Sloveniji se več ne bi mogel, ne, razen na izredni študij, pa nisem znal niti nemško, ne. Če nadaljujeva dejansko pri tem, ja, Sebastjan, da greš študirati v Avstrijo, so potrebni sprejemni izpiti, ki so verjetno za Slovenca zelo zahtevni, niste znali jezika, pravite. Kako je izgledalo to? Kaj, na primer, sploh so zahteve, ki jih ima Avstrija do tujih študentov? Ja, zahteve so enake, ne, mislim, ti pač moraš narediti sprejemni izpit, sestavljen iz 3 delov, ne. Prvi del je iz tega učbenika, snov iz učbenika, ki ti ga dajo, ne, ti napišejo vse, kaj se moraš naučiti, ne, kjer je učbenik pa to. Drugi del je iz angleščine, tretji del neki članek moraš prebrati, pa tako, ne, ker vsi znanstveni članki so v angleščini, ne. Tretji del pa je pač logično razmišljanje. Kje pa je tu nemščina pri prvem delu, posredno? Je pri prvem delu, ja, seveda je, ja. Tako je naredil, da so zelo dolga vprašanja, ne. Ti moraš v bistvu imaš 4 alternativne odgovore, oziroma 4 stavke in na vsakega odgovoriš z da ali ne. Imaš pa ogromno teksta, ne. Tako da moraš zelo dobro v
biti vzurjen v nemščini, da to v pravem času prebereš. Ne. Jaz sem v bistvu prvič, ko sem šel na ta izpit, ne, malo podcenjeval, kako sem se pripravil, kar se tiče snovi, ampak podcenjeval sem pa nemščino, ne, in nisem prišel čez polovico, ne, tistega spremnega Se izpita. pravi, 1.1.2018, ta navdih, ideja, da greste študirati v Avstrijo. Kdaj so bili potem te prvi sprejemni izpiti? Ta spremni izpit pa je že bil avgusta, meni se zdi celo na moj rojstni dan, na 28. avgusta. Zanimivo. Kako ste se takrat prvič pripravljali na izpite? Prvič, ja, bila je zadeva tak, ne, da se jaz preselim v Gradec, pa grem tja študirati, moram tudi plačati kavcijo, ne, recimo za stanovanje gori. Ne. Tako da jaz sem si takrat, prvo sem si najdel šiht, karkoli, ne, takrat tak sem imel samo gimnazijo v bistvu, ne, in sem šel takrat v proizvodnjo delati, ne, v trosmensko, ne, V Avstriji. v Sloveniji. To sem še bil v Sloveniji, to sem še doma živel, ne. Jaz sem bil, takrat sem bil star, ne, 21, 22 let, ne. No, in sem imel v 3 smenah sem delal, sem imel recimo zjutranjo smeno, popoldne sem se učil, po noči sem pa spal, ne, in mislim, tako sem pa spal, ne, tudi ko sem imel nočno smeno, sem pač po noči delal, pa pol spal, pol se popoldne spet učil, ne, in to sem imel cel čas, ne, v bistvu cel čas. Naredil sem si tako, skalkuliral sem si, koliko tednov je do spremnega izpita, in potem sem si preštel, koliko je poglavje, ne, in podpoglavje. In sem si naredil tako, da vsaki teden predelam eno podpoglavje, ne. In potem sem vsaki teden predelal eno podpoglavje. Ko sem šel čez ta veliki, ne, buklo, v bistvu, ta učbenik, sem ga pa začel študirati od začetka, 2 podpoglavji na teden, ne. 2 podpoglavji, in potem sem tisto šel skozi, ko sem šel pa v tretjo, pardon, ko sem tisto predelal, pol v tretjo, ko sem se pa učil, pa sem 4 podpoglavja na teden, in tako sem pač pospeševal tempo, ne. In potem, kako so šli te prvi izpiti? Omenili ste že, da ste prišli recimo do polovice vprašanj, Ja. se pravi, predvidevamo, da niste bili uspešni. Ne, prvič nisem bil uspešen, ne. Ampak recimo nekdo bi rekel na vašem mestu, nisem bil uspešen, tista ideja iz novoletnega jutra pač zgleda, je bila kar nekaj, in bi odnehal. Vi pa niste odnehali, kaj ne? Ne, nisem odnehal, ne, zato ker to sem si zadal, to sem hotel tudi izpeljati do konca, ne. Kaj je bilo tisto, kar vas je takrat gnalo? Zakaj vztrajnost? Zakaj ta pogum? Od kje je? Zakaj? Kaj za vztrajnost, mislim, to me večkrat tako kdo sprašuje, ko se s kom o tem pogovarjam. Takrat pač nisem videl druge opcije. Zdelo se mi je, kot da je tisto vse, kar mi je takrat preostalo, ne. Zdaj, takrat, ne, pri 22 sem se sam sebi zdel, kako sem že star, ne. Kako so že vsi ostali moji sošolci, so že toliko pred mano, ne, že imajo skoraj diplome, jaz sem pa tu zdaj padel prvi spremni izpit, ne, po 2 faliranih študijih, v bistvu, ne. Se pravi, ste vztrajali, nadaljevali in je v drugo uspelo? Ne, tudi drugo ni. Se pravi, čez 2 leti še ni uspelo, pa ste še kar vztrajali. Je v bistvu bilo vse skupaj mislim, tisto je bilo v enem letu 2 poskusa, ne, oziroma letu pa pol, ne, se v bistvu skoraj 2 letih, ja. Ne. Uspelo je torej v tretje gre rado. Uspelo je šele v tretje, ja. To pa je bilo leta, če ste 2018 prvi dobili navdih, samo tako, da si predstavljamo, koliko časa je trajala ta vaša pot. Ja, 2020 oktobra sem pol začel študij, ne. Se pravi, dobri 2 leti. Dobri 2 leti, ja. Res hvalevredno in pogumno zgled ste nam lahko v tem. Ja, hvala. In zdaj dejansko ste že diplomirali, se pravi, koliko študija je že za vami, kaj je še pred vami? Ja, zdaj sem vpisan na magistrski študij, Še vedno psihologija? Še vedno psihologija, kmalu bom tudi magistriral. Potem, ko bom magistriral, grem
pa se bom usposobil za kliničnega psihologa. Tudi Zakaj? v Gradcu. Zakaj? Kaj vas vleče, zanima? Ja, pri nas je tak, ne? Ali se odločiš za psihoterapijo ali pa za kliničnega psihologa. Jaz sem se pač za kliničnega psihologa, zato ker mislim, psihoterapija bi mogoče meni bolj bila na kožo pisana, ne? Ampak ti profesori, ne, koliko sem se pozanimal, pa malo pogledal, kako izgleda stvar, se mi zdi malo tako, dosti bluzijo, ne, da po domače povem, ne, dosti tako malo zabluženo vse skupaj, kako sem jaz dobil, kak je moje mnenje, ne, kak jaz tisto vidim, ne, vsaj gor v Gradcu, ne. Tudi mislim, tudi ogromno denarja moraš v to vložiti, pa se mi ne zdi, da je izobrazba tako dobra, ne. Jaz mislim, da največ, kaj se naučiš, je, če imaš dobrega mentorja, pa itak ob branju dobrih knjig in v bistvu se moraš sam naučiti, kaj hočeš, ne, pa kaj te zanima. V bistvu nima toliko veze, ali si klinični psiholog ali psihoterapeut, ne. V Sloveniji imajo celo prednost klinični psihologi, ne, dobiš tudi prej paciente in tako dalje. Omenili ste branje, veliko berete? Da. Odlično. Zakaj? Kaj vas motivira, vleče? Ja, vedno, mislim, že od malega dalje vedno so me zanimale nove informacije. Vedno, mislim, rad se učim. Hodim tudi v Kamnik, hodim na terapije k doktorju Andreju Perku, tam so te skupine, terapevtska skupnost. In ja, jaz sem prišel v bistvu kot praktikant in se še vedno v bistvu, ne, iz Gradca vozim v Kamnik in nazaj, ne, vsaki teden. No, jaz sem prišel kot praktikant, ostal pa sem kot pacient, ne, se lahko pošalim. Mi pa še zelo tam biti, ne, in tudi tam, del tistega programa, tam je pač redno branje, ne. 2 knjigi na 5 tednov, ogromno teka, ne, 30 kilometrov moraš na teden preteči, planinarjenje, pisanje dnevnika in tako dalje, ne. Taki sistem meni paše, ne. Zato tudi nima toliko veze, ali grem zdaj recimo klinično psihologijo, ali grem neke psihoterapevtske vode, ne, eno od tistih neštetih šol psihoterapije, ne, ki so tako, mislim, malo brezvezno zasnovane, bolj je tisto kraja denarja, mislim, ogromno denarja moraš za tisto ven splačati, recimo v Gradcu, ne, da na hitro povem, v Gradcu bi za študij psihoterapije odštel tako od 50 do 70 tisoč evrov, ne, kar je okej, ampak mene prvo kot prvo najbolj me zanima žena, otroci, hiša, te stvari, ne, lahko pol jaz še pri 50 študiram psihoterapijo. Omenjate že načrte. Kaj so vaši načrti? Se nameravate vrniti v Slovenijo? Da, nameravam se vrniti. To bo še sicer trajalo, ne. To, kaj sem rekel, dokončam magisterij, po magisteriju še to usposabljanje bo trajalo, ne, kar nekaj časa, 2-3 leta, ne, še. Pa tam, da si dobim neki dober šiht, pa da to malo traja. To bo kakih 10-15 let, pa lahko se vrnem v Slovenijo, kupim pa zgradim hišo, ne, z mojo zdajšnjo zaročenko, ne, in imam privatno prakso tu, ne, klinično, psihološko, psihoterapevtsko, kakorkoli, ali pa kar svetovanje, ne. Res navdihujoča zgodba, Sebastijan, zelo zanimivo je prisluhniti vsemu temu.
Hvala za ta zgled. Nisva še pri koncu, ampak glede na to, da imamo v studiu oddaje, ki je namenjena predvsem mladim, ki stopajo v svet odraslosti, Mariborčana, ki študira v Avstriji, se morda dotakneva še malo te teme. Naprimer, kaj bi svetovali Slovencem, Štajercem, ki razmišljajo o študiju v Avstriji, morda ne vem, kakšne čisto osnovne pasti, prednosti študija, usmeritve. Avstrija je kar v redu, zato ker ti da toliko, kot vložiš. Ne, če si priden, če si marljiv, lahko dobiš dobro plačo, dobro službo, dobro štipendijo. Ne. Recimo jaz tudi dobivam štipendijo, ker sem že delal 4 leta. Ne. In mislim, tako bom povedal. No. Štipendijo sem gori dobil zato, ker sem takrat delal 4 leta, ne, zdaj že dlje časa delam, nekaj že dlje časa živim. Gori in ti, kar v redu ti plačajo, ne, to se splača, ne. Sicer pa je gor kar težko, ne. Gor nimaš bonov, nimaš, nič ti ne subvencionira država, kaki študentski dom ali pa kaj takega, ne. Nikomor. Nikomor, ja. Mislim, mogoče kakšnim invalidom ali pa kaj takega, ne, ampak praktično ne, v bistvu si sam na samem, ne. Si sam na samem. Pravi, da je Slovenija, kar se tiče tega, čisto nekaj drugega. Teh bonitet študentov. Teh bonitet, to je v redu, ne. To je dobro, to se splača, ne. Ker si gori si malo potisnjen, ne moreš delati, seveda, ne, vsi, ki so tujci, ki pridejo pač iz recimo Slovenije ali pa iz Balkana ali pa iz kjerkoli. Ta štipendija, ki ste omenjali, je to ta sistem samoplačniške štipendije? Da, tako, točno. Zakaj gre? Kako je s tem? Kako jo pridobiš? Kdo jo dobi lahko? Jo dobi lahko vsak, ki dela gori že 4 leta. Se pravi, dela v smislu študentskega dela? Kjerkoli dela. Ti moraš 4 leta moraš gor delati, moraš zaslužiti letno dovolj, ne, to imajo vsako leto, vsake par let se zamenja, koliko je tisti minimum, ki ga moraš zaslužiti, da ti pol ta štipendija pripada, ampak lahko je pa to kdorkoli v bistvu. Ampak je vseeno to bolj namenjeno študentom? Kako to mislite? Ta samoplačniška štipendija. Se pravi, 4 leta delaš kot študent? V Avstriji nimaš študentskega dela. V Avstriji imaš samo delo. Ni študentskega dela. Ti si pač normalno zaposlen kot kdorkoli drug. Ja. In pol po 4 letah lahko dobiš to štipendijo, ne. Ki pa je kar fajn, v bistvu za naše razmere si malo težko predstavljamo, ne, je čez 1000 evrov. Ne, kar v bistvu se zveni ogromno, ne, ampak v bistvu niti ni, ne. Ker recimo najemnina je pa 600, ne. Tako da boš še vedno zraven delati, ne, ampak ti najboljše je to, ker ti pomaga, da ne rabiš toliko delati zraven ob študiju, ne. In ta 4 leta, kaj ste vi počeli? Jaz sem takoj, nisem znal niti nemško, ne, jaz sem takoj poznal enega prijatelja tam, ki mi je lahko zrihtaš, rekel, ja, v McDonald'su. Sem šel direkt v McDonald's, pol sem en cajt delal tam, pol v eni pekarni, pol pa sem delal v to dostava hrane. In kako je bilo s tem usklajevanjem, kaj predvidevam, 20 ur delovnik ali več, študij, kako je to izgledalo? Ja, kar naporno, no. Pač skozi si v pogonu, moraš vedeti, da jaz tudi, seveda nisem znal tako dobro nemško, sem rabil dlje časa, da se pripravim, ne. Srečo sem imel to, ker je bil leta 2020 je bila ravno korona in smo imeli vse preko spleta, ne. In tam smo dobili vse te PowerPointe, vso snov preko spleta in sem si lahko sproti prevajal, ne, zakaj se sploh gre, ne. Tisto me je v bistvu takrat zelo rešilo, zato ker ne vem, če bi jaz lahko tako sledil čisto pri pouku, ne. Sem rabil kar tako kako leto, da se privadiš, ne. Ko oni tudi ne govorijo knjižno nemško, ne, morate vedeti, oni v bistvu govorijo neko, v bistvu štajerščino, ne, oni imajo svojo štajerščino, ne, tisto kar fejst, ne, zavijajo. Enkrat ste mi omenili, da ste odplačevali dolg svojega zabušanstva. Kaj vas je pripeljalo do te samorefleksije?
Ja, mislim, iskreno, ko me je pripeljalo do te samorefleksije, pač iskren pogovor sam s sabo, ne. Jaz sem vedel, da bom prišel, da bom dobil, da bom lahko začel študirati psihologijo, ko bom oddelal ta davek, rečemo temu, ne. In ja, in je bilo res. Ampak dejansko zelo lepo, redno študirate, ne? Ste v rokih, se pravi 3 leta je za vami že uspešnega dodiplomskega študija, diplomirali ste in sedaj prvi letnik magisterija. Ja, tako. Že drugi, pardon. Že drugi letnik. Ko gledate na sebe, če bi primerjali sebe izpred 7 let, se pravi takrat leta 2018 in danes, razlika je sicer neverjetna, kaj vidite vi, kako se počutite. Verjamem, da ste zadovoljni in da to ne daje samo vam nekega zagona, ampak tudi spodbude nam, ki vas poslušamo. Ja, počutim se dosti bolj mirnega, bi rekel. Vem, da mi gre dobro. Počutim se, ja, tako sem rekel, v bistvu mirno. Vem, da lahko jadram po mirni vodi, ne. Ni več tako turbulentno. Kaj pa, Sebastijan, vam pomeni psihologija danes? Je to poklic, poslanstvo, način razumevanja sveta? Zelo je zanimivo, kar ste prej tudi omenili, terapevtsko skupnost v Kamniku pri znanem dr. Perku. Verjetno je tudi to en zelo lep praktični doprinos k vašemu študiju, čeprav gre za delo na sebi. Absolutno, ja, absolutno. Največ mi je prinesel ravno gospod Perko, moram povedati, in njegova terapevtska skupnost tam. Tam sem se največ naučil, ne. V bistvu, recimo, ljudje, ki ne študirajo psihologije, nimajo nekako občutka, kaj se v bistvu mi učimo, ne. Večinoma delamo na statistiki, ne. V bistvu je to naravoslovni študij, ne. In tam pri njemu si videl, kako se stvari streže, v bistvu kako posežeš recimo med dva zakonca, konfliktna zakonca, ki se kregata, ne, kaj moraš reči, kako stvar izgleda. Kaj pa je bilo prvi del vprašanja? Ste me pa vprašali? V smislu psihologija danes, način življenja, poslanstvo, ampak sej dejansko že posredno odgovarjate na to. Da, jaz sem kot prvo sem hotel sebe bolje spoznati. Zaradi tega sem se odločil za tak študij. Ja. Čas naju žal priganja, čeprav se mi zdi, da bi še lahko izvedeli veliko zanimivih stvari, ampak vprašanje, ki je namenjeno mladim, se pravi, kaj bi želeli sporočiti mladim, ki se morda trenutno počutijo izgubljene, obupane, brez smisla, tako kot ste se nekoč vi, pa ste potem vztrajali. Kaj bi rekli enemu mlademu človeku? Rekel bi predvsem, da vse bo v redu, ampak ti samo vztraja. To bi rekel predvsem vsakemu mlademu, tudi sebi takrat. Ampak vi takrat ste to vztrajnost imeli, ne vem od kje, danes pa se bojim, da je večkrat težava s to vztrajnostjo, da je lažje iti v svojo sobo, vzeti v roke telefon in to je to. Ne, jaz tudi nisem imel vztrajnosti, ne. To v bistvu mi napačno gledamo svet, ne. V bistvu, jaz sem bil zabušant takrat, preden sem se prijavil, ne. Preden sem prišel noter, začel študirati psihologijo, ne. Pol šele sem jaz postal vztrajen človek. In vsekakor ste dejansko v 3. ste uspešno naredili poizkus, več kot 2 leti trdega dela, ampak ste vztrajali. Tako da vsekakor močen zgled. Res upam, da bo to oddajo čim več mladih ljudi poslušalo, da jim date dodatne motivacije, predvsem pa volje do neke discipline, da naredimo čim več dobrega in lepega iz življenj, ki so nam praktično podarjena, kaj ne? Tako. Kaj bi še dodal na hitro? Prosim. Motivacijo bojo teže našli mladi sami. To bi predvsem jaz bi apeliral na očete, naj zaprejo pipico, pa se bojo že sami znašli.
Zelo zanimiva istočnica oziroma misel za konec. Sebastian, še enkrat res najlepša hvala za obisk in za ta zanimiv nagovor. Drage gledalke in gledalci, mi pa smo prisluhnili Sebastianovi zgodbi in videli, da nikakor ne gre zgolj za zgodbo o študiju v tujini, ampak za zgodbo o iskanju samega sebe, o padcih, o vstajanjih, o človeku, ki si je upal začeti znova brez garancij, ampak z nekim zaupanjem in vero. Dokaz, da se torej z odločnostjo, delom in notranjo močjo lahko iz teme pride do svetlobe. Verjamem, da je to ena čudovita zgodba za te praznične dni. Hvala, ker ste bili z nami, hvala Sebastianu. Vse dobro do takrat, ko bomo naslednjič skupaj in lahko noč.